Tako, evo, danes še ena dodatna epizoda modernega samuraja. Imam tule zelo modernega samuraja, to je Grega Štrakl. On je glavni trener Tenth Planet Jiu-Jitsa v Mariboru in v Celju. Pa mislim, da imaš tudi plane še kam drugam tudi priti. Ja, tudi počas, zdaj se že zadnje leta, ki nekaj povezujemo, na splošno delamo tudi z drugimi kurci, tako mislim, da je kar varno, da že objavim, da boče Ljubljana se bliža v bližnji prihodnosti, pa še mogoče Koper, kdaj z osebnimi razlogi, ker je obala zdrava. Ljubljana zagotovo, Koper je verjetno ne. Bolj na glas bomo mogli. Aha, ok, v redu. Torej, Ljubljana zagotovo, Koper pa mogoče na stare leta. Ampak ja, Ljubljana definitivno. Ko bo revma, bo Koper. Ko bo revma, bo Koper, tako. Kaj me je pred tebi presunilo, je tvoja življenjska zgodba, ker te je uspelo v bistvu več stvari. Prvič, zapustil si Slovenijo, šel si v Ameriko, vmes si nabral si znanja tako na področju biznisa, postal si finančno neodvisen, kar je sploh fenomenalno, pa fenomenalen borec in tudi trener, ker imaš pa tudi že kar konkretne rezultate. Mislim, tvoji so tudi zelo konkretni. Ja, mislim, tako pač, ne vem, vedno sem se počutil kot tujec, mogoče in tu, in v ZDA sem bil tujec, ampak ne vem, nekaj se mi je zdelo, da pač nikoli ne pripadam, pa tudi zdaj se mi je, da je pač čas mogoče edina, kvaliteta ali pa kvantiteta, ki je ne dobimo nazaj. In pač, česarkoli sem se loteval, sem pač poskušal nekaj optimizirati zadevo, da bi dobil maksimum nazaj. In ja, pač neko ti je uspelo, se mi zdi, ne vem, mislim, da če smo v redu, če znamo opredeliti, kaj hočemo, pa če gremo za tem nekako, pa z dobrim namenom, pa z dobrim srcem, potem vse ostalo nekako sledi, jaz verjamem, da to mogoče je malo ezoterika, ampak pač nekaj energije, če že nekaj delamo, lahko delamo z veseljem, pa z neko strastjo, in jaz pač mislim, da to na dolgi rok ljudje čutijo in potem nek magnetizem vrata in potem je tudi ta magnetizem nekako dovoljen, da se pač gre skozi tiste nivoje v življenju, ko mogoče so nizki, vsaki bolj, da so poškodbe, so, ne vem, delani teže, v biznisu je, ne vem, treba najti investitorje, pa je kak problem, pa si kdaj pozna na računih teh zadevah, mislim, da to mogoče pomaga malo navigirati zadeve. Ne vem, če to logično odgovor ravno. Ja, ampak ti si dosegel čisto konkretne stvari, ne? Mislim, na greplerskem nivoju je bil v bistvu zelo, zelo visok nivo. Kaj pa je tisto, kar si najbolj ponosen, recimo, kar si dosegel? Recimo, zame, kar sem najbolj ponosen, je, imeli smo recimo, pač, ne vem, plasiral sem na recimo svetovnih prvenstvih pa evropskih prvenstvih za IBJJF, kar je, to pač včasih je bil to standard ali pa bolj zlati standard, zdaj so recimo bolj ADCC tekmovanja pa te zadeve v nogi. Ampak ena stvar, ki sem mogoče najbolj ponosen, je, sem potem pri rjavem pasu sem ugotovil, da v bistvu Rjavi pas česa? V brazilskem jiu-jitsu, tako. In ko sem tekmoval, recimo, noben je hotel priti v moj gard več. In jaz sem se potem poskušal vstajati in čutim, da sem imel nekaj judo zaledja, nisem znal nasprotnika pripeljati na tla, no in sem se potem odločil preseliti v Utah, torej v drugo zvezno državo iz Kalifornije, kjer so znani po rokoborbi. Tam se pač pogledal, da moram imeti v sebi kvaliteto, da lahko borbo prenesem na tla, kadar se nasprotnik noče angažirati v mojem gardu. To je bilo recimo pri rjavem pasu, to se je zgodilo 2014 in potem 3-4 leta kasneje, ko sem se začel rokoborbe, sem potem tekmoval za ameriško državno reprezentanco v Bakuju v Azerbajdžanu na svetovnem prvenstvu v grapplingu, kar je v bistvu rokoborska zveza odgovor na brazilski jiu-jitsu je grappling, rečejo temu, UWW, United World Wrestling, in je odgovor na popularnost brazilskega jiu-jitsa. Še pa to Abu Dhabi? Ne, ni Abu Dhabi, to je pač njihov odgovor rokoborske zveze na popularnost grapplinga in organizirajo svoje svetovno prvenstvo vsako leto. In sem se kvalificiral za ameriško državno reprezentanco in potem tekmoval, dobil 3. mesto v svoji starostni skupini, torej med veterani. Potem pa se je kolega Carlos Soto poškodoval koleno in so mene zaprosili, če lahko stopim noter med odrasli oziroma med aktivne tekmovalce 18 do 29 let, kljub temu, da sem jih že imel 37.
In to je bilo v kategoriji do 97 kg, jaz sem tekmoval pa do 77 in to je šlo v bistvu za timsko trofejo in sem se oddelal, sicer sem zaslužil tam 5. mesto, ampak ne vem, pač to mi je, na ta dosežek sem najbolj ponosen, torej 3. v tem, pa 5. med odraslimi, v smislu zaradi tega, da v bistvu dokažeš lahko, da se lahko zadev lotiš dokaj pozno. Recimo rokoborba je sploh taka zadeva, da se zelo malo ljudi začne učiti pri 34 letih, recimo, ko sem jaz bil, pa potem tekmuje v tem, pa ne pomeni to, da si zdaj nek strašen rokoborec ali kakorkoli, ampak če se nečesa angažiramo, lahko zadevo dosti dlje pripeljemo, kot bi nam nekateri ljudje rekli ali pa verjeli, da bi šli. Tako da na ta konkretni dosežek sem najbolj ponosen, ostali je bilo cool, pa so bili tudi, sem vesel pa ponosen na ostale dosežke, tudi sploh v veteranski kategoriji, ampak pač tam je mogoče najbolj drag pri srcu. Kaj pa je, ker ukvarjaš se pa z zelo posebno vejo brazilskega jiu-jitsa. Tako. Torej, Ten Planet je znan po no-gi varianti, za tiste mogoče gledalci, ko ne spremljajo to. Eddie Bravo, torej moj mojster je pač bil prvi Američan, ki je submitiral člana Gracie družine. Gracie družine, tako poznate verjetno v UFC 1, 2, 3, so začeli s popularizacijo brazilskega jiu-jitsa in mi se pač striktno ukvarjamo z delom brez kimone, kljub temu, da je Eddie dobil pas od Jean-Jacques Machada, seveda je treniral v kimoni, ampak gre predvsem za to, da pač je še vedno za nas fokus MMA, pa pač no-gi jiu-jitsu oziroma jiu-jitsu brez kimone in pač postavka je bila pred 20 leti, ko je Eddie treniral, zakaj bi treniral v kimoni, če se borimo v kletki brez kimone. In on seveda zato je bil ful nepopularen zaradi tega gibanja, oziroma zaradi te miselnosti. Zdaj pa mislim, da se ljudi bolj kot ne že tukaj strinjajo. Meni se je vedno hecno zdelo, sem imel diplomo iz zgodovine, ampak je zgodovina že odgovorila na to tematiko. In sicer eno je, da pravila diktirajo dejanja oziroma akcije, oziroma poteze, in pa imamo dva športa, ki sta v bistvu čisto isto odgovorila že 1800, pa ne vem, pozna 1800, torej judo pa rokoborba. Judo ima kimono, rokoborba je nima, drugače gre praktično isto zadeva. Ampak problem je v tem, da na visokem nivoju nimamo nobenega olimpijca, ko bi bil zlati olimpijc in v rokoborbi in v judu. Praktično ne obstaja zaradi tega, ker je pač treba prilagoditi gripe, je treba prilagoditi šport, treba prilagoditi pravila, sploh pri judu je šlo za marsikaj morotogarje, recimo ne obstaja double leg, vse te zadeve več. In seveda zato so recimo 20 let nazaj rekli, ja, vsi Brazilci, vsi svetovni prvaki so Brazilci in trenirajo v kimoni in pa brez kimone, Ja, ampak to so bili Brazilci, ko so odstranili kimono, pa so se igrali brez kimone. Takoj, ko se je začel šport profesionalizirati, takoj, ko so se Američani začeli vključevati noter, vidimo to, da je zdaj no-gi in gi čisto ločeno v bistvu. Zelo malo ljudi, mislim, da Marcelo Garcia je bil zadnji, pa dobro, mogoče Nicolas Meregali je še mogoče eden redkih, ko še tekmuje v obeh, pa dosega dobre rezultate, ampak ostalo je šlo za čisto specializacijo, tako da je imel Eddie tu pravilno, jaz tu ne vidim nič spornega, ampak 20 let nazaj bo kar sporna zadeva. Kakšen je pa Eddie? Ker je zelo kontroverzna oseba, ker je tudi napisal svojo knjigo in prvih 30 strani piše pač o drugih stvarih, kot o jiu-jitsu, oziroma kako imajo druge stvari, ki zdaj ne bom omenjal, pozitivni vpliv na njegov zelo odpiljen stil brazilskega jiu-jitsa, ker on je začel se zdi z rubber guard. Ja, rubber guard, v bistvu je, mislim, Eddie v bistvu je ful kontroverzna oseba v enem smislu, v drugem pa ni, ker recimo, ne vem, jaz vlečem več paralel iz biznisa, pa iz jiu-jitsa, pa rokoborbe, recimo te zadeve, in recimo ljudje večkrat rečejo, Airbnb, pa ne vem, Uber, to je bilo čisto odpiljeno, so neko novo idejo pogruntali. Pa ne vem, če so neko novo idejo pogruntali, oni so samo naredili običajno stvar na neobičajen način. Če pogledamo vsaj v zahodnem, torej razvitem svetu, noben ni imel, ne vem, 20 let nazaj ali pa 10 let, ko je recimo se začel Uber, pa si imel kakšne probleme s prevozom? Ne, si imel probleme z nastanitvijo. Načeloma ne, vse so bili hoteli, pa smo imeli kolege, pa kavče, pa ne vem kaj še vse, ampak oni so sam pač identificirali nek pain point oziroma nekaj, kar mi sprejmemo kot vsak dan in so naredili običajno stvar na neobičajen način. Uber ni nič izumil novega, samo dodali so
v bistvu servis. Ne? In v bistvu Edi, če to povežem nazaj na Edija, ne? Recimo Airbnb tudi nima nobenega hotela v lasti. Ne? Sam običajno stvar so naredili na neobičajen način. In pri Ediju je bilo ista zadeva, oni v bistvu takoj, ko so Gracie so poskrbeli za popularizacijo jiu-jitsa, so je prva stvar, ko se je začela, je bilo krionte, če si treniral pri nekem drugim klubu, si bil izdajalec, oziroma je bilo skoraj tako, da so izumili jiu-jitsu in nam je dan tako, kot nam je dan. Ampak v vsakem drugem profesionalnem športu ljudje trenirajo, spreminjajo ekipe, grejo z ene ekipe v drugo, imajo drafte, ne vem. In ta nekot, ko bi rekel, lojalnost nekemu klubu, in on je pač začel eksperimentirati, zakaj je pa treba, ne vem, igrati sam guard, na primer. In je začel delati običajni jiu-jitsu na neobičajen način. In je začel eksperimentirati z zadevami in ene so ratele, ene niso, ene je opustil, ene so se spremenile, jaz poznam želja dolgo časa in se tudi update. In v bistvu vsak sistem, kjer rečemo, da ga imamo, da je vse pogruntano, da je vse rešeno, v bistvu umre, ker se neha razvijati. Ja. In v bistvu iz tega vidika je mogoče Edi bolj kontroverzen kot karkoli druga. Seveda je recimo Edi je pač v svojih mlajših letih, zdaj je že malo starejši, pa je poročen, pa ima otroka, pa igra band, pa tako da je v bistvu tudi malo, ampak on je recimo bil ful advokat trave oziroma pač kanabisa, ne. Ampak ne vem, če to je bilo v tistih prvih 30 straneh. Tako. Ko sem kupil knjigo o jiu-jitsu, pa prvih 30 strani berem samo koristi kanabisa. Tako. In seveda, pač kot vse ostalo je pač seveda pač ljudje tudi, ko bi rekel, se spreminjajo tokom let, pa določene miselnosti opustijo, pa ne vem kaj še vse. Ampak v bistvu trava kot taka, jaz se recimo nekaj tem sem mogoče eden izmed 3 Ten Planet Black Beltov, ki nekaj di trave. Ampak pač je definitivno pač bil, ko bi rekel, v teh vodah in je pač poudaril te zadeve. Ampak če pogledamo bilo koga v zgodovini, ko je dosegel neke rezultate ali pa ko je imel neko gibanje, ki je spremenilo druge, ne vem, pesniki so iskali, so imeli muze, pa so imeli, ne vem, kdo je pregloboko pogledal v kozarec, pa so eksperimentirali in ljudje iščejo inspiracijo vse posod in kdorkoli je obseden z nečim, tudi mi športniki smo obsedeni, v bistvu, jaz sem se zdaj pri kratkem trgu LCL in sploh ni vprašanje, če bom treniral še, samo kako lahko treniram, ne? Tako da smo vsi do neke meje obsedeni, pa ni to upravičilo ali pa razlaga, ampak pač vsako se ukvarja z nečim do nekega ekstrema, pač je mogoče viden malo izven, kako bi rekel, tega normalnega okvira ali pa normalne matrice. Ampak torej on dela, na koncu je zapiknil čist vene tehnične detajle, s katerimi se pač recimo mainstream Gracie jiu-jitsu ni ukvarjal in potem v bistvu iz tega razvil celo svojo igro, ne vem, kaj že imate neke čisto bite electric chair, lockdown, rubber guard. Pa če potem ga raztegneš, pa zviješ človeka, kučigumi. Ampak je to zelo osvežujoče, zaradi tega, ker verjetno noben od teh pač potem ni poznal tudi proti rešitev proti temu, ker se to čist nekaj novega, pa v resnici nič novega ni pojavil. Tako, mislim, vse te tehnike, recimo lockdown, kjer je Edi mogoče najbolj znan, to se dogaja že v catch wrestling. Kaj po čem je znan? Lockdown, Lockdown je prikrižanje nog v half-guard, to je brazilski half-guard, da križamo noge v to stran, lockdown pa je, da jih križam navznoter in po tvoj glež in te potegnem dole. Ampak recimo lockdown se pojavlja že v catch wrestling knjigah iz leta 1880, 1890, recimo tudi heel hooki, ko so bili ful kontroverzni, obstaja celo slika Hilija Gracija, ki dela heel hook v kimoni, recimo. Tako da v bistvu veliko teh potez v bistvu niso, ali pa Edi je tudi znan kot twisterju, Twister je, kad ti imam diagonalno kontrolo spodnjega boka, pa ti kontroliram diagonalno roko in privijem glavo k sebi, kar je spinal lock, v bistvu je lock na hrbtenico. Torej v bistvu ti zvije... Tako, vrat in ti šopa hrbtenico v tej dimenziji. No, recimo ta poteza se reče v wrestlingu oziroma v rokoborbi je to giljotina. Ne giljotina v smislu jiu-jitsa, ker davim, ampak je to wrestler's guillotine, v bistvu twister, po čem je Edi znan. In Edi je v bistvu, tako kot sem rekel, nič ni novega izumil, ampak je vzel določene zadeve in jih potem samo razpeljal dlje in je pač to šlo in je potem dobil v bistvu, kako bi rekel, nek renome, pa svoj following, pa vse te zadeve, ampak v bistvu je sam delal v
običajne stvari na neobičajen način. V bistvu, ne. Si rolal z njim? Sem. Kak pa je Filip? V bistvu Edi je mogoče eden najmočnejših ljudi, kar sem jih začutil v teh svojih pozicijah. Seveda pač je tudi malo starejši, pa seveda je moj mojster, pa tako da s časom potem seveda tudi temu imamo primeren pristop, ker recimo, če prideš v te njegove pozicije, lockdown, rubber guard, Edi je, koliko je, 10 cm manjši od mene, on je, ne, malo manj, 5-8, torej, ja, ene 6-7 cm manjši, pa ene 20 kg lažji in ko pač pride v te pozicije, je toliko močen tu noter, da v bistvu je zelo, zelo težko prijeti ven. Oziroma, praktično v te njegove pozicije pač moraš te gripe cancelati, oziroma ne smeš pustiti, da pride do teh svojih pozicij, ker se jih igra 30 let. Ja. In če prideš tja, je konec. Ne. To je isto, ko smo, recimo, lani smo delala z Andrejem Ketišem, tudi našim inštruktor tu, pa eden naših tekmovalcev. Smo bila 14 dni v Ukrajini, smo delala z olimpijskim srebrnim medalistom Valerijem Bricem, ki je bil na 2014, ne, 2017 na olimpijadi, če se motim, na 2018. Eno izmed teh je dobil srebro pri 97 kg, tako da je 105 kg mišične mase izven sezone in smo delali rokoborbo pri njemu in ko dobi tiste, ko da collar tie, čutiš, kaj pomeni collar tie, ne? Ali pa ko ima te gripe in isto je predil, pač on to se špila zdaj 30 let že to igro in pač ne smeš iti v to igro. Razumem. In to je na najvišjih nivojih, je tudi strategija, pa taktika je pomembna, ne? Ker če grem v Edijo v igro, je to in pač treba navigirati zadevo tako, da se te igre ognem in da peljem svojo igro, ne? Ampak ja, v bistvu je kar ono, ja, malo ti da za pomisliti, ne, kaj laž specializacija pomeni. Jaz mislim, da bomo še itak imela ena ali pa dva ali pa 3 podcaste. Imaš pa tudi v Paci knjigo, a lahko poveš kaj več o tem? Tako, lahko, ja. Ta knjiga se sicer že zdaj pelje že kako leto, z založnikom je že vse potrjeno, ampak pride ven in v bistvu podobno na tematiko, o kateri smo prej govorila, je pač, knjiga ima 2 dela, kar načeloma, če pišeš knjigo, hočeš imeti en del, ne, ali pa nekaj, v čem piše specifično, meni je pa bilo zelo pomembno, da ima 2 dela in sicer prvi del je literarno delo, drugi del pa je priročnik. Okay? In to je pač, meni, ko sem se preselil v Ameriki, so mi bili priročniki zelo zanimivi, ampak sem bil vedno zelo razočaran, ne, ker vse je bilo pač ono, ne vem, kak je že bilo eat, pray, love in ne vem, pošiljali neke pozitivne misli v vesolje. In ne vem, pa si mislim, ne vem, otroci v Afriki, ali pa zdaj recimo v Ukrajini, ali pa v Gazi pošiljajo, ne vem, messenger vesolju in da jih kaj pa zbombardirajo, ubijajo. In mi to ni bilo nikoli jasno, kako te zadeve delujejo. Je pa res, če bi Mike Tyson recimo rekel, mogoče bom svetovni prvak, verjetno ne bi bil. Tako da nekaj je na tem, ne, na tej miselnosti, a ne. In me je zanimalo, in jaz sem pač, tako kot sem rekel prej, naslov knjige je kako zaživeti zdaj v oklepajih, kako zaživeti življenje po svoji meri. Torej, jaz sem bil dosti blagoslovljen v smislu, da sem pač imel dosti uspeha v poslovnem svetu, bodi si med startupi, bodi si med najstarejšo ameriško zavarovalnico in pa potem seveda v športu ali pa da sem postal, ne vem, finančno neodvisen, kakorkoli. In me je zanimala metodologija tega in pa potem kako se lotiti, oziroma kako lahko kot priročnik, ne, sprej, kako se lahko identificiram cilj, ki je meni pomemben, ni za vsakega finančno neodvisnost ali pa, ne vem, določen športni rezultat, pač karkoli to je, kera metodologija in pa potem kako to navigirati, ne? Torej, kaj so najbolj pogosti, recimo, zapleti, primeri, ki se zgodijo in jih potem navigirati. In to navigacijo pa povem preko seveda metodološkega pristopa, pa tudi preko svoje zgodbe. Torej, tu je pa potem literarno delo, ne? In to mi je pač zelo pomembno, ali je nekaj, ali ni, pač bomo dali ven, bomo videli kako, pač to, da meni je bilo to pomembno. In ja, pač upam, da bo bralcem všečno. To se mi zdi tako, ne se me pozna že precej časa, ampak na borilne veščine gledam kot pač stil življenja. Fajn je seveda stvari znati, obvladati, ampak tak pač samuraj kot samuraj tudi pač ni znal sam sablo vihteti, ampak je tudi še znal ikebano zrihtati ali pa kak haiku spesniti, zato da je očaral kako kolegico. In tudi pač ta finančni sektor se mi zdi zelo pomembno, tako da se veselim tega, pa veselim se naslednjega pogovora.
kam oziroma kje pa te lahko spremljajo ljudi, ki imajo socialne medije? V bistvu tako, če pač vas ne zanima moja osebnost kot taka, lahko Ten Planet Celje ali Ten Planet Maribor. Moje je pa NoGi, Gregor Gi je... Čakaj, ampak kje? Ja, na Instagramu se pravi, vprašujem. Instagram, tudi na Facebooku smo, tako da tudi tisto, ampak Facebook počasi zamira. Drugače pa, moj osebni profil je NoGi Gregor, ne NaGi Gregor, ker ljudje ne vejo točno, kaj je Gi. Ja, pa dobro, NoGi je brez kimone, NoGi Gregor. Tudi stari Grki so se med sabo brez kimone. Tako, zato je pa res Ten Planet, ne. Ej, ne, še ti hvala. Nekaj, hvala tebi, Robi. Bomo še ponovili. Ja,